3 ključi ali 3x-C. Kaj le naj bi to bilo in kako to deluje? Vas zanima, povejte. Dobro, vidim, ja. Ok, kimate. Da, nas zanima. Odlično, ja. Seveda. No, poglejmo, kaj to je. 3 ključi. Zelo pomembni sploh za to pomladno odskočno desko v življenje. Vedno, vsakokrat je to pomembno, ampak začnimo danes. Samo moment, da im jaz tukaj. Evo, torej 3 ključi in danes bomo šli v bistvu skozi 6 točk, ampak 2., 3. in 4. točka, kot vidite z rumeno označeno, pod 1, 2 in 3, so ključne. Ampak najprej tako, pod prvim delom bomo pogledali, kaj je to model 3C. Pod 2, 3 in 4 bomo ugotovili, da je to moč, da smo to člani in da so to naša čustva. Pod 5 in 6 pa kako v bistvu moč, člani in čustva medsebojno sodelujejo. Bomo pogledali, kakšne so kombinacije, če združimo člane in moč, moč in čustva, čustva in člane. Kakšne so kombinacije, kar bo zelo zanimivo z psihičnega in psihološkega in delovnega vidika. In seveda na koncu še zaključek in prihodnji koraki članov. Nanaša se specialno na nas, na člane društva. Vsi tisti, ki ste pa podporniki in ki vas te, bom rekel, tudi naše tematike zanimajo, dobrodošli, ker ta zadeva je tudi splošno zelo uporabna. Zakaj pravzaprav gre? Pod točko 1. Model 3x-C, se pravi 3C. Kaj je tric? Pomen vsakega stebra. Jaz sem si to predstavljal, da bi vam pokazal kot 3 ključne stebre za delovanje društva. Pomen vsakega stebra je vizualizacija modela 3C. Zasnovan za društvo Belis, posebej sem to pripravil za društvo Belis, in se osredotoča, bom rekel, na 3 temeljne stebre. Da so vsi vidiki društva Belis dobro povezani in se medsebojno podpirajo. In kaj to je? To so 3 stebri, kot jih vidite. Gre za ravnotežje med močjo, članstvom in kulturo v modelu 3C. 3C je v bistvu moč, članstvo, čustva. S tem, da smo samo kljukico vzeli dol in smo dobili 3x-C. Poglejte, vsak steber 3C igra ključno vlogo, posebej v društvu. Pri celotnem delovanju društva Belis je to ključno. Moč kot prvi steber zagotavlja potrebo, bom rekel, po tej stabilnosti, karakterni, finančni, podporni, sodelovalni. Moč izhaja prav iz tega, iz te volje in iz te skupne podpore. Zagotavlja potrebno stabilnost, kakovostne storitve med člani, znotraj društva in prihaja, kaj pa iz tega sledi? Iz tega pa sledi podpora, medsebojno zadovoljstvo in pa seveda občutek varnosti. Občutek varnosti, da ti je nekdo zmeraj na razpolago in da lahko seveda na društvo, na vodstvo, na člane, na tiste, ki nekaj znajo, zmeraj računaš. To je, gledajte, čustva, na koncu, ko vidite 3. steber, čustva negujejo pozitivno okolje, pozitivno energijo, ki spodbuja rast, sodelovanje in daje društvo magnet ugleda in privlačnosti. Zdaj med močjo in čustvi smo pa seveda člani. Člani iz tega dobivamo, tako kot sem rekel, medsebojno zadovoljstvo, medsebojno radost, spoštovanje in vse, kar iz tega izhaja. Da se imamo radi, po domače povedano. In ta model 3C predstavljamo tudi kot, dajte si ga predstavljati kot en stol, ki ima 3 noge. Čist preprosta analogija. Stol s 3 nogami. Če je ena noga šibka,
ali moč, ali članstvo, ali čustva, kaj se zgodi, postane celotna struktura nestabilna. Če mi v društvu nimamo podpore, se ukvarjamo z stvarmi, kjer nimamo potem časa za stvari, ko člani potrebujejo. Se pravi, se začne krhati, a ne? In ta analogija je pomembna, ker poudarja pomen ohranjanja ravnovesja med vsemi tremi stebri. To sodelovanje je nujno za večjo učinkovitost in sploh stanovitnost društva. In naj vas pohvalim. Če tega ne bi imeli in če to ne bi tako funkcioniralo in če ne bi bilo tako transparentno in če ne bi v društvu bili člani, ki, bom kar rekel v prvi osebi množine, imamo toliko znanja, vedenja, zaupanja in podpore, seveda imamo različna znanja, si stojimo ob strani in se podpiramo in si pomagamo, danes tukaj jaz pred vami ne bi stal in vam ne bi mogel tega niti pojasniti. Glejte, prvi steber, dajmo čistko pogledati, zagotavlja, se lepo piše, stabilnost, robustnost z stabilnimi, pa dajmo temu kar reči, prihodki, financami, podporami, ker je pač vse žal na to vezano. Drugi steber se pa osredotoča na izkušene člane, na izkušnje, zadovoljstvo in člani, ki prispevajo s kakovostnimi storitvami. Kaj so kakovostne storitve? So nasveti, so pobude, lahko je tudi nasmeh zadovoljnega člana in veš, da je sreča, da je srečen, da je zadovoljen, da se družimo in da si stojimo ob strani in si pomagamo. In pa tretji steber, to čustva. A veste, nam čustva zelo jemljejo, nas osamujejo, nas zapirajo. In glejte, ta steber čustva neguje pozitivno kulturo. Seveda, če imaš pozitivno čustvo do nekoga, si prijazen, če imaš negativno čustvo, nisi prijazen. In tukaj znotraj tega je kultura, se spodbuja rast in krepi predvsem sodelovanje. No in to so zdaj ti trije stebri, kot vidite, se lepo med seboj dopolnjujejo. Moč pri prvem stebru je ključnega pomena za delovanje društva, posebej takšnega, ki nima državnih prihodkov, ki ne dela po naročilu, ki bi redno prihajala, ker z rednimi naročili prihajajo tudi redna sredstva. Tudi nismo društvo, ki bi nas, bom rekel, Bill Gates ali pa Soros ali pa ne vem, z nekimi nameni subverzije države ali pa subverzivnosti financiral, ampak delamo dobro zase, za svojo družino, za svoje rodove, za svoje otroke in za celotno družbo. Za marsikoga, ki je plačan, seveda pa zgledamo kot nasprotna stran. In v čem je naša moč? Naša moč je v resnici, pravici in upoštenem delovanju in izpolnjevanju tega, kar zakon in ustava pravi. Vse drugega itak ne počnemo. Ampak že, ko ustavo prebereš, si marsikomu na poti. In nocoj, ko bomo gledali film Ustava v lisicah, to je sicer povedano zelo alegorično, zelo pomensko, koga namreč dajo v lisice? Kriminalca. Tega, ki dela nered, ki krši zakon. In naši politiki obravnavajo ustavo, kot da je kriminalc, kot da ne obstaja. Ignoranca. Kaj pomeni ignoranca? Samica v lisicah, v zaporu. To, glejte, je velika vrednost, ki jo člani društva pravzaprav izvajamo. In seveda je nalezljivo, kar marsikdo danes vidi in občuti, da je subsidiarna, da je pravna subsidiarnost. Kaj je subsidiarnost? Vrstni red. Se pravi, ustava je prva, potem so zakoni, splošni zakoni, potem so uredbe in tako naprej. Ampak tam eno navodilo,
recimo se je postavljalo v COVID-u nad vse, nad ustavo, nad mednarodne pogodbe, nad vse človekove pravice in Janša, ki je to počel za svojo vlado takrat, ne vem, a je bil pod drogo ali je bil karkoli, ker to, ko zdaj ko nazaj gledamo, so nenormalne stvari. Torej, ta vlada Janševa je naredila, jaz kar povem na glas, tako kot je bilo, ker nimamo kaj skrivati. Vsi vemo, kdo je bil predsednik vlade in vsi vemo, kdo so bili ministri in vsi vemo, kje so se tovornjaki mask zgubljali in vsi vemo, kako so finance potekale, vsi vemo, kakšna je bila korupcija. In glejte, ko smo omenili ustavo, seveda so po nas planali k živi levi. Šele danes smo dobili nazaj blokade, ki so nam jih takratna vlada v sodelovanju z Googlom zablokirali. Pa še marsikaj so naredili, pa še danes ni porihtano. In oni bi zdaj spet radi vladali. Oni bi spet radi zdaj si postavljajo politične stojnice. Da ne bom preveč političen, da se ne bom preveč razjezel na ta čudovit pomladni dan, ali šel preveč na hard, a ne? Lejte, kultura in čustva. Čustva definirajo družbeno kulturo. Torej, če je nekdo tej vladi plačal in jo podkupil in izobraževal kadre v Svetovnem gospodarskem forumu, da to počnejo, od zdravnikov, politikov, ministrov, ne vem, kdo še vse, NVO-ji, ki so to in še danes brezvestno počnejo, in bom rekel, in vse te mavrične zastave, sramota. Za denar lahko človeka kupiš, da hodi v mavričnih spodnjih gatah po ulici in ga ni sram, sam da bo tistih 100 evrov dobil. Ja, sram vas bodi. Zdravnik bo dal otroku cepivo, ki ve, da mu škoduje, da bo umrl, da bo cel življenje bolnik, zato da bo 50 evrov pokasiral. Kakšen zdravnik je to? Jaz se to vprašam. Kakšen človek mora to biti? Kje je njegova prisega, da bo delal za zdravje in za dobro ljudi? Družbena kultura, ta steber spodbuja okolje, ali pa naj bi spodbujal okolje spoštovanja, sodelovanja in veselja, pa ne samo med nami člani, ampak to je nalezljivo. Je pa nalezljivo tako, seveda, da vsi ti, ki delajo to, kar sem zdaj opisal, je za njih zelo moteče. Zato sem rekel Ustava v lisicah prej. In tudi film, ki ga bomo nocoj gledali, govori v to smer. Upam, da ga boste spremljali z nami. In gre, gledajte, za splošno izkušnjo, gre za splošno zadovoljstvo, predvsem najprej v naših družinah, v našem odnosu, v naši skupnosti in med člani. Članov nas je pa toliko, da dejansko to ni več metuljev efekt, ampak je družbena realnost. Pa poglejmo tole, prvi steber, moč smo rekli, moč lahko znotraj tega razdelimo, se pravi, bom rekel kratko na ene 3 točke. Gre za pomen rednih prispevkov, gre za učinkovito in odprto upravljanje društvenega sklada in pa za strategije nadzora stroškov. To se pravi, vsak prispevek, velik ali majhen, prispeva k finančnemu zdravju delovanja društva, ki je potrebno za tekoče programe, za tekoče pobude in za tekoče stroške. To so pač dejstva. Potem druga točka, učinkovito upravljanje. Jaz mislim, glede na poročilo, ki smo ga dali v društvu, zdaj že 3. po vrsti, je odprto, je transparentno, natančno se ve, kdo in kaj prispeva in točno se vidi, kam in zakaj so finance namenjene. Mislim pa, da naše delo celo presega to vrednost, ki jo pač imamo, ker člani delamo ne za dobiček, pač pa delamo za dobro družbe, za dobro ljudi in predvsem za svoje zdravje in za zdravje te družbe, ki je malček ali pa mogoče celo zelo iztirila. Tako da vse te, bom rekel, izvajanje strategij in nadzor stroškov pomaga pri transparentnem delovanju društva in zdravem odnosu. Da pa je temu tako, je pa dejstvo, da smo še zmeraj tukaj in da ljudje to vidijo. To je pa tudi vse, kar je potrebno. Mislim, da brez pretiravanja lahko rečem, da bi se današnja vlada lahko
zgledovala po tem, kako imamo zadeve tukaj urejene. Brez pretiravanja. Gremo pogledati naprej. Vidite, tukaj so, tako jasni so tile stebri. Tukaj imate napisano finančno stabilnost in gre zdaj za redne prispevke članov, gre za učinkovito upravljanje sredstev in za strategije nadzora stroškov. Kaj pomeni strategija nadzora? Strategija nadzora pomeni to, da člani drugega pazimo, nadziramo, se opominjamo in če kaj ni v redu, si tudi povemo, veste. Ker nihče vsega ne ve. Tako kot v družini, tudi mož pa žena, kako bi jaz temu rekel, ne da se kregata, mogoče debatirata, se pogovarjata, ali pa še boljša beseda, se pogajata. In potem pride do kompromisa. In tako je tudi pri nas. Kadar gre pa za enega človeka, kot jaz opazujem malo zdaj tukaj po medijih in po teh koruptivnih stvareh, ko je 7,5 milijarde prihodkov z družbenega bruto prihodka, in potem ti dajo 20 evrov povišice enemu delavcu, ki dela od jutra do večera in zdaj po novem moramo biti, bom rekel, 24 ur online kot roboti, je pa to kar nepošteno. Nepošteno od družbe, da potem v Ukrajino pošilja mirovne vojake, ki ubijajo. Da ščiti Evropo tako, da tanke pošilja. Da ščiti varnost in nas vse, zato da nam bojo, ne vem kaj še, osebne prihranke jemali, zato da bojo ta denar pošiljali ali pa delali orožje, ampak v bistvu v ozadju so čisto stvari čisto obrnjene. Kam vse to pelje? No, to je ta, bom rekel, konštrukt, ta struktura in pa seveda se pokaže v, bom rekel, rezultanta našega dela so dogodki zbiranja, sredstev na različne načine. Tudi, če se kje dobimo, marsikdo kaj prispeva, tako da srčna hvala vsem. Potem je treba seveda kakšno kampanjo narediti tudi, včasih je treba tudi povedati ljudem, jih malo spomniti, kar marsikdo pozabi, ker če enkrat na leto da, recimo, ne vem, 5, 10 ali pa 20 evrov, seveda pomaga. Ampak stroški so pa vsak teden oziroma vsak mesec. In zaenkrat hvala vsem, ker vidite, da še nekako gre. In pa to seveda je znak stabilnosti, znak zadovoljstva, znak čustvene povezanosti in pa hvaležnosti. Tudi v društvu zelo čutimo to hvaležnost iz vaše strani in imamo občutek, da dajemo tisto mero in tisto znanje in tiste stvari, ki jih potrebujete, kar se pač odraža tudi z vašo hvaležnostjo. Menim, da nam je to v 5 letih vse do danes močno uspelo. Z rahlimi pretresi določenih ljudi, ki smo jih imeli, kar odkrito povem, vsi veste, kdo je bil, kako je bilo, ampak stvari so se zdaj uredile, in hvala Bogu so se prečistile. Gremo naprej, kaj je zdaj z našimi člani? Poglejmo, drugi steber ste vi, jaz, vsi mi, vsak od nas. In razumevanje edinstvenih potreb in pričakovanj članov prek povratnih informacij je ključnega pomena. Marsikdo pokliče v društvo, marsikdo pove Ivilijani ali pa nadzornemu organu, ali pa tukaj, ki pride naša Viktorija za sodno zadeve. Stvari, veste, so včasih težke, ker ljudje smo v problemih in ta država nam dela kar zanimive težave. Jaz vsak dan 2 do 3 probleme slišim, za katere se ne bi mogel misliti pod milim nebom, da to sploh kaj takšnega lahko obstaja. Kar mi ljudje povejo, napišejo ali pridejo sem in pokažejo dokumentarno, na papirju napisano. Glejte, potem druga stvar, ki so organizacija kulturnih dogodkov. Ne gre samo za razumevanje potreb članov, ampak tudi za našo kulturo, za naše pogovore, za naš odnos. Vse to krepi moč in zaupanje. In pa seveda izvajanje, pa recimo temu delavnic,
ali pa pogovorov, ali pa informiranja, in pa razvoj veščin, veščina govora, veščina izražanja. Prej smo se pogovarjali tukaj od zunaj, kaj naj rečeš, če te ustavi policaj. Mi smo bili trije in vsak smo imeli svojo strategijo. In to strategijo, a veste kaj, jaz sem dal svojo idejo in sem 2 novi dobil, od 2 članov, zdaj imam 3 ideje. In ona 2 sta imela tudi vsak svojo idejo in sta vsak po 2 še dobila. Vidite, in tle je ta moč, kjer se dopolnjujemo, kjer si povemo, kjer si izražamo. In to je zelo pomembno, da si dejavno pomagamo graditi trajne odnose, ki krepijo sodelovanje in delimo med seboj dragoceno znanje. Gremo naprej, povečanje zadovoljstva članov se s tem izraža, ker ljudje, ki pridejo sem, ali pa ljudje, ki ste na Zoomu, pa tudi, bom rekel, naši podporniki in tisti, ki vas samo Firbec smatra, kaj bomo govorili, ki se prijavite na live, a ne? A veste, je zadovoljstvo, ko prideš in dobiš eno informacijo, tudi če jo dobiš tako zastonj, si rečeš, wow, aha, na to pa nisem pomislil, to je pa fajn ideja, to bom pa drugič izkoristil. Ne? In ti dušo obogati in z rednim zbiranjem in analiziranjem teh povratnih informacij, pa ne samo povratnih, ampak komunikacije, Društvo Belis prepozna področja, ki zahtevajo izboljšave in izvedene potrebne spremembe. Spremembe seveda tudi v društvu po nenehnem napredovanju, po nenehnem izpopolnjevanju. Ker aktivno izvajanje predlogov, ki jih dajete člani, ko se usedemo tukaj za mizo, ko prinesete idejo, ko poveste, v društvu bi bilo dobro narediti to, povedati to, narediti javno objavo, tukaj imamo tematiko, ki smo jo raziskali, je to fantastično in vidite, tako se potem seveda ta zadeva tudi širi. In tukaj pride v bistvu zadovoljstvo članov, ker dobijo informacijo, ki je sicer ne bi dobili. In je za nekoga ta informacija lahko v nekem trenutku celo odrešilna. In pa ustvarjanje pristopa osredotočenega na člana, to se pravi pristop, da je pristop prijazen, da je odprt, z rednim, doslednim izpopolnjevanjem, bom rekel, priseganja pričakovanj, lahko Društvo Belis zagotovi, da člani čutimo močno povezanost v naši, pa recimo temu, prijateljski organizaciji, ker je pač vse svobodno. Svobodno prideš, svobodno greš, svobodno vzameš znanje, svobodno prineseš. Povabim vas, da pridete, če ima kdo kakšno stvar zapovedati, ni nujno, da si član Društva Belis. Rad bi sporočil nekaj, rad bi uporabil vaš medij, rad bi prišel pred kamero povedati veselo novico, žalostno novico, težavo, informacijo, znanje, karkoli. Dobrodošli, zmeri smo odprti, da kakšne stvari seveda poveste, vendar v tisti meji, ki bo koristilo vsem, da ne bo komu na škodo. Toliko. Gremo na točko 4 in na 3. steber, to so pa čustva. Čustva so zelo pomembna, a ne? Glejte, varno okolje, seveda čustva nudijo varno okolje, ključnega pomena za spodbujanje odprte komunikacije med člani. In Društvo Belis mora delati na tem področju čustvenem, dati prednost temu, da se vsi člani počutimo enakopravne, varne, spoštovane in da si omogočimo na nek način tudi svobodo izražanja. Tako da, dobrodošli. Tukaj je vse odprto, večkrat in v glavnem gledate mene, gledate predsednico, gledate kakšnega gosta. Ne vem, zakaj ni več pobud, več prijav ljudi, ki bi lahko tukaj stali in povedali svoje mnenje. Saj ni treba govoriti 1 uro, ni treba govoriti, ne vem, pol ure, 10 minut, 15 minut, lahko seveda tudi več, lahko tudi manj. Po želji. Tako da dobrodošli. In to nas čustveno še bolj povezuje. Nam dajo skupno veljavo in potrditev tega, da nekaj vem in bi rad podelil s člani. Glejte, to je gradnja podporne kulture.
tako kot piše tukaj gor, gradnja podporne kulture. Kultura, ki spodbuja veselje in aktivno sodelovanje ter udeležbo, neverjetno močno poveča sodelovanje članov, postane tudi magnet za širšo družbo in društvo Belis svoje dejavnosti, veliko tudi včasih vključi kakšno zabavno zadevo, a ne, se spomnite, imamo kakšne zelo resno zabavne zadeve, takšne, da človek ne more verjeti, da so lahko tako zabavne v naši družbi. Lahko bi se recimo šli grupni človek ne jezi se tudi online, ne? Ampak v tem, ali pa ne vem, s kartami lažnivca bi se tudi lahko šli. Samo v tej situaciji, ki smo zdaj kot družba, bi bilo to nesmiselno oziroma zapravljanje časa ali pa zavajanje, kako dobro se imamo in ne vidimo dejanskih problemov. Tako da eno z drugim tukaj je treba pretehtati to gradnjo podporne kulture, ki je zelo širok izraz, in pa seveda sodelovanje, glejte, je pa pomembno posebej v tem času, ko se gre za življenje. Kdo bo koga, ali bomo mi preživeli, ali pa nas bodo oni pohopsali. O tem govorimo v bistvu, o tej dualnosti zdaj 5 let. Dogaja se veliko dlje, ampak zadnjih 5 let zelo izrazito. Edina stvar, ki je ne smemo dopustiti, je, da bi izvedli absolutno finančno kontrolo in namen te vojne v Ukrajini je, da se izpraznijo zasebni računi, da se odvzame ljudem premoženje, da se jih naredi uboge, revne, nemočne, kajti šele potem lahko da država nič vredni digitalni denar, elektrončke v mobitelu, ki ti jih lahko odvzame ali nabaše, kakor hoče. Poglejte, evro, denar, vzemite si iz žepa 5 evrov, 10 evrov, kolikor imate, ali pa 20 ali pa 50. A veste, kaj piše? To je uradna listina, na katerem je podpisan minister ECB, Evropske centralne banke. Minister, to je uradna listina. In potem nekdo zahteva plačilo v gotovini in banka reče, da to ni dovoljeno, da plača ni dovoljena v uradni listini. In ti tam na knof stisne, ta goljufija je pa dovoljena. Razumete, o čem govorim? Hočejo absolutno kontrolo. Z gotovino smo mi svobodni. In uradna listina, ki ima podpis, ne velja. In zato mi tudi dobimo vse digitalne sodne podpise, ni več štempilke, ni več žiga, ni uradne osebe, ni več avtorja, vse pride računalniško izpisano. Ljudje ne se strinjati s takimi neumnostmi. To je kultura, gradnja podporne kulture. Mi v društvu imamo štempelj, imamo podpis, če treba ročno napišemo, če treba napišemo, ampak kaj pomeni podpis? Podpis pomeni, da sem jaz avtor, da sem odgovoren, pa ne, da sem avtor. Avtor pomeni tudi avtoriteto. Ja. In če jaz od sodišča dobim pismo, ki nima podpisa sodnika, s plavim črnilom, ki nima žiga, to lahko samo v smeti vržem. Ampak potem ti pošljajo policijo. Kaj ti pošljajo? Nezakonito, ker ta papir nič ne velja. In ti policistu, ki pride tukaj nalogo izvesti, ne moreš dopovedati, da dela nezakonito. Zato, ker on pride, on mora tebe samo pripeljati od A do B. In ker je sistem tako grdo narejen, da za drugega ne vedo, kaj se dela, ampak vsak samo svoje dela po navedbah, po nareku, jaz samo opravljam svoje delo. Zato imamo v družbi tako stanje. Je pa vse nezakonito. Vse. Gradnja podporne kulture, to je gradnja razgradne kulture strani države. Mi z druge strani skušamo to podporno kulturo dati in povedati, kako se dela prav, če glih to ni naša naloga. Žal pa vemo, kako mora biti. Potem pa je tukaj usklajevanje poslanstva z interesi članov. Poslanstvo, spodbujanje srečnega življenja, to, kar imamo tudi v naslovu, v imenu društva, kar je tudi naša registracija. Glejte, to se mora ujemati s tem, kar počnemo, z željami članov po izpolnitvi in društvo Belis za srečno življenje
se mora osredotočiti na pobude, ki krepijo to poslanstvo, ne da ga rušijo, da prispevajo k pozitivnim izkušnjam. In to, kar mi povemo tukaj za policijo, za politike, za državo, se mora ujemati z našim etičnim in moralnim stanjem. Če nekaj govorite, če vas plačujemo za to, da izboljšate družbo in ste si izbrali politično pot v parlamentu, potem tako delajte. Potem nekaj za to naredite za družbo, ne več po nareku zunanjih organizacij. V redu, mednarodne pogodbe, pa še vedno ustava je tukaj filter. Ustava je filter, pa ne zato, da se jo ignorira, da se jo da v lisice v samico in tam en zakon se napiše, ki je čist proti človekovim pravicam, proti ustavnim načelam in proti mednarodnim dogovorom. Na eni strani, na drugi strani pa organizacije grejo noter, vmes pa nič, vmes pa vakuum, tam se pa mi izgubljamo. Glejte, mi moramo zagotavljati varnost in zadovoljstvo vsakega našega člana, vsake duše, ki svobodno pride in tudi pričakuje nekaj takega. In društvo Belis, bom rekel, izvaja protokole, ki dajajo prednost dobremu počutju članov, da so člani, da ste in da smo zadovoljni. In to vodi k bolj angažirani zavesti naše celotne skupnosti. In zdaj zanimiva točka. To zdaj smo pri 5. točki, moč, člani in čustva. To troje, ne? Kako je zdaj ta koncept sinergija 3C, moč, člani, čustva, ali pa si bi rekel moč, člani, čustva, ne? Združuje te 3 ključne elemente, ki so temelj vsake uspešne skupnosti. Pravi, če en manjka, je tako, da se stol zruši. Ja? Ti 3 stebri so med seboj povezani in ustvarjajo harmonično celoto, ravnotežje, ki omogoča rast, omogoča razvoj in trajnostno delovanje. Sigurno delovanje, močno delovanje. Če že hočete, še enkrat ponovim to besedo iz ekonomskega, trajnostno. Trajnostno je to, kar smo mi zdaj povedali, ne pa klimatske spremembe, zapiranje ljudi, širjenje virusov, podkupovanje, to ni trajnostno. To je mogoče trajnostno za njih, ker so navajeni tako početi. Mi z druge strani delamo drugače. In prav je, da se upremo tej stvari in pokažemo, tako je prav in damo karte na mizo. Glejte, moč ni zgolj fizična moč, ali institucionalna, ali finančna, ali kakršna. Gre za intelektualno moč, gre za moralno moč v okviru skupnosti ali organizacije. In iz česa izhaja moč, dragi moji? Moč izhaja iz jasne vizije, spoštovanja zakonov in etičnih načel, znanja, ki omogoča suvereno odločanje. Pridem v situacijo in vem, kaj reči. Prepoznam situacijo. Zakaj? Zaradi tega, ker smo se 5 let v društvu informirali in vemo, da je tako prav. Ker tako piše, ker tako govorijo dokumenti, pa naj meni en uradnik govori, kar hoče po svojih navodilih, ki so popolnoma zgrešena. In pa seveda temu se reče učinkovito rabljenje ali pa uporabljanje virov. To so viri, ki so dokazani. Vidite, to je moč. Razumevanje čustev sicer lahko postane do neke mere breme ali celo ovira delovanje. Prava moč se kaže v sposobnosti vključevanja vseh članov v ideje, v govor, v popravke in pa seveda v kompletni suport. To je moč. Kaj pa je člani? Brez članov pa, če gremo v drugo točko, to je zdaj 2C, a ne? Imamo 3C, prvi C je moč, drugi C je pa člani. Brez članov pa ni organizacije. Ne obstaja. Tukaj je združevanje, svoboda govora in to. Vsak posameznik v skupnosti prispeva svoj delež k celotni skupnosti. Pomembni elementi, ki delajo našo skupnost, pa so medsebojno zaupanje in povezanost pri številki 2 člani, jasne vloge in odgovornosti, ki si jih med seboj razdelimo, to je zelo, zelo pomembno. Aktivno sodelovanje in pa iniciativa, da
ste ljudje sposobni poklicati, dati inicijativo, predlog in še kaj. In kar je najbolj pomembno, pravično in transparentno komuniciranje. Da poveš tisto, kar misliš, da ne zavijaš v en paket in ko paket nekdo drug odkrije, ugotovi, da je kup dreka not in da smrdi, da je groza, ampak da je pošteno. To je to, konec zgodbe. Motivacija in predanost določata, kako uspešna bo organizacija, bo društvo in kako uspešno lahko društvo dosega svoje cilje. In pa, če gremo zdaj še čist na konc, na čustva, to je pa gonilo, vidite, od 3. Čustva so gonilo vsakega gibanja našega. Brez čustev jaz nimam volje. Če ne čutim nečesa, ne bom naredil. Če ne čutim, da bi nekam mogel iti, ne bom šel. Če ne čutim, da se z nekom ne bom pogovarjal, gremo stran. Čustva so gonilo vsakega gibanja. Brez strasti, brez empatije in pripadnosti nobena skupnost ne more delovati. In konec. Ni interesa. Taka skupnost ne more obstati. In kaj so vidiki, ki nekako vključujejo tukaj recimo temu, da to zaokroži ta čustva? Občutek, da nekomu pripadam, občutek, da me nekdo mara, da me sprejme, da je vzdušje pozitivno, medsebojno podporno seveda, razumevanje potreb posameznikov, da nekdo, ki pride z X težavo, da si vzameš zanj čas, se usedeš in ga poslušaš. In ga slišiš. In rečeš, super, vsem lahko pomagam, tle bomo poskušali najti rešitev, če jo bomo, če ne bo pomagi, ampak ali pa ves problem vam lahko predlagam in ga skušamo rešiti. Kaj lepšega. Ne? In pa odprtost za spremembe in prilagajanje znotraj tega čustvenega, bom rekel včasih, brezizhodnega čustvenega ali čustvene napetosti. Da se to sprejme, se razvozla in da gremo družno naprej. Torej, sinergija 3C, teh 3, ki jih vidite, tric, moč, člani, čustva, ne? To so 3 elementi v harmoniji organizacije in delujejo med seboj. To omogoča dolgoročni razvoj in pa seveda tudi stabilnost, ki krepi zaupanje, ki ustvarja vizijo. In kako se pa to troje med seboj prepleta? To sem na začetku povedal. Veste kaj, glejte, to je zanimivo potem, tukaj imate napisano moč in čustva, čustva in člani, člani in moč. Kako zdaj, če ena noga odpove? Lahko pa odpove katerakoli, ne? Pri moči in čustva ni člana. Pri čustvu in člani so samo čustva in člani, ni moči. Pri članih in pri moči manjkajo pa čustva. Spet nič. Ne? Poglejmo malo ta razmerja. Poglejte, kakšne so tu prednosti in kakšne so seveda tudi nevarnosti, pasti in slabosti. Moč in čustva. To je prva ta kombinacija. Gre za presečišče moči in čustev. Krepi stabilnost in pozitivno kulturno okolje. To se pravi, moč, ko smo rekli, da vsak član prispeva z idejo ali finančno, ali kako drugače, ali s prisotnostjo, ali s pogovorom, vseeno, je to ključno, da društvo obstane. Če je vodstvo društva v težavah, povejte mi, kako izpeljati neko srečanje. Če je vodstvo društva v problemu, kako naj se dobro pripravi. Če je vodstvo društva, operativni sistem, nefunkcionalen ali blokiran, ali mu vzamejo računalnike, ali mu zaprejo račun, ali zaprejo dostop do interneta, ali blokirajo vse možne variante, ali blišejo račune. Zdaj bi lahko našteval cel spisek v 5 letih. Na veliko žalost smo mi še vedno tukaj. Sam ne na našo. Zato razmislite o rednem prispevanju, o podpori, zato razmislite,
koga boš v danem trenutku potreboval, in to so prednosti. Slabosti so pa seveda lahko, gledajte, lahko gre za zlorabo moči, za čustvene konflikte, tveganje pristranskosti, stresno delovno okolje. Nekaj tega mi smo imeli stresno delovno okolje, ker nismo imeli računalnikov, ki so nam vzeli, ne? Na internetu nas 3 leta niso mogli poiskati, stresno, kako bomo zdaj se širili oziroma povedali idejo. Ampak smo to zanemarili in smo delali in smo tle, ne? Čustveni konflikti, seveda se počutiš prizadetega, če ti naredijo tako, plačaš račun za internet, pa ga ni. 4 mesece čakaš in ga ni. In potem si narediš sam in se čudijo, da si še vedno online. Primer, ne? Jaz samo razlagam, kaj se je v društvu dogajalo vsa ta leta in kaj se še bo. Ampak vse to so papirji, imamo vse dokumente, vse imamo zapisano. To so moč in čustva. Gremo naprej pogledati zdaj kombinacijo čustva in člani. Tukaj, gledajte, so pa 4 stebri. Spoštovanje, prijaznost, aktivno sodelovanje in pa pozitiven prispevek. Med čustvi in člani, seveda je treba pa zdaj seveda tukaj pogledati. Kultura, ki temelji na pozitivnih občutjih, pozitivnem odnosu, predvsem na pozitivnih čustvih. Pozitivno čustvo je ključno. Lahko je tudi uničujoče, če je preveč pozitivno, ne? Ampak tak odnos neposredno vpliva na zadovoljstvo članov in na zadovoljstvo celotne organizacije. Ko se člani počutimo medsebojno spoštovane, medsebojno cenjene, da ravnamo etično in moralno, bo večja verjetnost, da bo društvo kot celoten organizem, če rečemo 3C, a ne, v vseh 3 stebrih stabilno deloval, bo dobro deloval in člani bodo sodelovali s pozitivnim odnosom. In v društvu smo priče vašega pozitivnega odnosa. In na tem mestu izrekamo vsem srčna hvala za ta pozitiven odnos. Tudi kadar so težave, pozitiven odnos in podpora. In hvala, ker vse to, tako kot smo v uvodu tega predavanja rekli, prispeva k ugledu društva, k moči društva in izžareva tudi neko auro magnetičnosti, ne, da se članstvo seveda potem tudi širi. Ne glede na to, da so nam vse prijavnice blokirane, ne glede na to, da so nam račune brisali in tako naprej. In tretja stvar, kombinacija člani in moč. Tukaj pa ni čustev, tukaj pa čista, bomo rekli, moč z člani. Ko govorimo o tej povezavi, to pomeni, da bomo samo zavzeti in zadovoljni člani bolj verjetno doprinesli društvu podporo in pomoč, kot ne. Izboljšanje članske izkušnje seveda pomeni povečano zvestobo in povečan efekt takrat, ko član rabi pomoč. A veste, so različna društva, a ne? So društva, smučarsko društvo, balinarsko društvo, ribiško društvo. Jaz sem bil svoj čas tudi član čarovniškega društva. Mene so zanimale čarovnije, zato sem šel v društvo, ampak potem smo imeli še nastope, pa smo imeli potovanja, pa smo imeli razne druge stvari, ampak smo imeli redna srečanja enkrat mesečno sicer in to je bilo super, ker smo si izmenjali ideje, izmenjali smo si trike in tako se je repertoar bogatil. In tako je tudi z nami. S tem, da mi se dobivamo 4-krat na mesec, včasih smo se dobivali 8-krat, s tem, da imamo različne ideje, različna predavanja, različne usmeritve in mislim, da vsak od nas, ne glede na to, kolikokrat je bil, je pridobil vsaj kakšno misel, idejo ali pa nastavek za prihodnje življenje. Ne? Tako da, lejte, to v stiski, ko človek prosi za tisto, kar je po neki logiki podaril državi, niti moči in obraza nima, da bi se obrnil in oderuško sam to naredil nekomu drugemu, kar nam počne država. Ne? Če ti nekdo vse nekaj vzame, kaj boš naredil? Ne moreš nič narediti, ker nimaš kje vzeti. Če imaš pa za sabo skupnost, ki ti lahko v določenem trenutku pomaga, zato ker si ti investiral tudi v to skupnost in ti skupnost vrača, se pa stvari slišijo precej drugače.
Toliko o člani in moč. Zdaj pa doseganje izrednega skupnega uspeha, vsekakor smo do sedaj povedali ene zanimive stvari, imamo občutek, no? Glejte, gre za te 3 točke. Ustvarjanje stabilne, trdne, zanesljive organizacije, če delamo po tem ključu. Biti vzor drugim je težko, ker vsak najde nekje ene napake, ne? Ali smo pregrobi, ali povemo preveč, ali koga užalimo, ker povemo neko zadevo, ki jo najdemo, odkrijemo, ki ne bi smela priti odkrita, a ne? In so potem seveda težave, konflikti, ampak nič hudega. Vzor smo v tem, da povemo dejstva na podlagi dokumentacij. Nekdo je enkrat zapisal za naše društvo, še eno društvo na silo ustvarjeno, to je bilo leta 2021, še eno društvo na silo narejeno. Ta človek se je potem premislil, in je prišel se opravičiti sem. Je rekel, se nisem vedel, da ste društvo od leta 2002 in 21. leta napiše, da je še eno društvo na silo ustvarjeno, se pravi, da sploh ne ve, kaj govori, nima informacij, nima vpogleda, nima baze in potem, ko vidiš, čem se ukvarjamo, se pride opravičiti. Ker ne more več tistega zbrisati z eno zvezdico, ker prej, ko smo jih imeli 5, ko je dal ta komentar, je padlo na 3,9 rating in je naredil škodo društvu. S tako informacijo zaradi čustvene razdrvanosti, ker se pač ni strinjal s tistim, kar smo govorili, kar se je pa zdaj seveda izkazalo, da je prav in res. Glejte, tukaj gre za izboljšanje kompletnega učinka. Sinergija teh stebrov potem s časoma pokaže, kako to seme na tej palci, ki smo ga zdaj spomladi zasadili, potem seveda počasi raste in ta fižol raste ali paradižnik, se pokaže na koncu sadež, pokažejo se rezultati. In 3C povečuje celoten vpliv društva Belis in s tem družnim povezovanjem ti stebri povečujejo ne samo učinkovitost, ampak tudi dajejo pomembne rezultate. Rezultati pa so, kar napišemo, je pravilno, je res. Tudi če sodišče zavrže, tudi če ministrstvo zavrže, tudi če policist napiše, da ni res, ker on pač ne ve, ker je drugače naučen, ker je naučen pomanjkljivo in ne razume. Ali pa mora tako napisati, ker če ne bi se cel slovenski sistem sesul. Predstavljajte si zdaj, da se tle noter parameter spremeni, da te policist na cesti ne sme ustaviti brez sodnega naloga. Saj njim se finance podrejo, ampak to je edino prav. Kdaj te lahko ustavi? V izrednih razmerah, v času kriminala in samo sodnim nalogom. Ali če si pod kazenskim pregonom. To so edine 4 stvari, ki so v ustavi napisane, potem iz zakone te policist lahko ustavi, drugače pa te niti pogledati ne sme. Razen, če ga ti ustaviš in prosiš za pomoč. Sicer jo pa on rabi. Če on pristopi do tebe, ga vprašaš, gospod policist, kaj pa potrebuje. Ja, to je potem edini odgovor. Če gremo zdaj na točko 6, zaključno točko, prihodnji koraki ali pot v robustno in zanesljivo prihodnost. Kateri pa so ti koraki? 3. Integracija vseh 3 elementov, ki smo o njih govorili, moč, člani, čustva. To mora biti enakovredno. Nenehne izboljšave, to se trudimo, delamo, izboljšujemo, napredujemo. Naredili smo tudi aneks k statutu, tako da, glejte, stvari grejo naprej, so izboljšave. Se ne vidi takoj, ampak boste videli, kakšna semena bo to prinesla. To je še vse v tranzitnem prehodu in v obravnavi, in ko bo to udarilo ven, bo hudo. In pa prihodnji izzivi in rešitve, tako da je treba stvari tudi malo naprej videti, predvideti, kaj se bo zgodilo, pogledati 2, 3, 4 poteze naprej. Veste, to je kot pri šahu. Predvideti figure, igro pogledati, naslednja poteza zna biti to ali to ali to. In ko se zgodi to, je to in tako naprej, ne? Poznamo. Glejte, predvidevanje prihodnjih izzivov in prepoznavanje možnih rešitev je ključnega pomena za dolgoročni uspeh družbe ali pa društva Belis
in mora ostati hkrati tudi prilagodljivo, da se ne zabetoniraš v eno stvar. Vprašanje in ideje. Ima kdo nocoj vprašanje na to, kar smo povedali? Bi kdo kaj dodal, povedal k temu? Jaz bom zelo vesel, poglejte pod točko 2, zelena luč, povratna informacija. Odprite mikrofon in povejte, kako ste se počutili nocoj ob teh 3 stebrih. Lepo prosim. Je kdo tukaj, ki bi kaj dodal? Aha, tle so zaposleni, malo drugače, dobro, delate, vidim. Sem vas malo presenetil, dragi člani, zdajle in vsi prisotni z temi vprašanjami, z idejami, s povabilom, da bi kaj povedali, a ne? Niste pripravljeni, mogoče vam je bila tema celo izziv, marsikdo se je marsikaj v sebi spraševal, ampak odprite mikrofon in prosto povejte, da bomo vaše ideje lahko implementirali kasneje, a ne? Ja. V redu, jaz se z vami strinjam, tišina veliko pove. Takole bom rekel, vprašanja in ideje, povratne informacije, tišina je zelo zgovorna. Naslednji koraki za uresničitev te odprte razprave nocoj, ki je bolj monolog kot razprava, ne? Ampak v vaši duši verjamem pa, da vre, da se je premaknilo to spomladansko oziroma zimska zaspanost in da je ta ogenj se vas prebudil, čustvo, spomin, da ste člani in da je treba nekaj za našo družbo, za našo društvo in za našo skupnost tudi nekaj narediti, da se zagotovi dejstvo, da se premikamo naprej, da se izboljšujemo k zastavljenim ciljem, predvsem tistim ciljem, ki jih imamo zapisana kje? V statutu imamo, jaz jih bom samo prebral, da vam osvežim spomin, kaj društvo dela, kaj ima v statutu postavljeno. Namen in cilji društva. Srečno življenje z brezpogojno ljubeznijo do popolnega življenja. To je 9. člen, 1. odstavek. 1. točka 9. člena. Potem 2. Da s prijateljskim združevanjem občanov različnih poklicev društvo razvija in pospešuje medsebojno razumevanje in spoštovanje. Točka 3. Društvo se zavzema za svobodo človeka duha, za kulturni, socialni in splošni razvoj družbe. Točka 4. Skrb za ozaveščanje ljudi, društvo širi strpnost in tolerantnost do drugih kultur in narodov. Točka 5. Podpira in skrbi za kulturo in osebnostno rast članov in vseh, ki želijo sodelovati v društvu. 6. Različne prireditve, izobraževanje kulturnega značaja želi društvo opozarjati na pomen kulture in znanja pri zadovoljevanju potreb prebivalcev. 7. Seznanjanje članov in simpatizerjev z okoljskimi vprašanji, vprašanji sobivanja ljudi in živali, vprašanja o prehranjevalnih navadah od otroštva naprej, z vprašanji vzgoje in strpnosti. Točka 8 iz našega statuta. Informiranje in spodbujanje k strpnosti drugače mislečih in organiziranje prireditev in izobraževanje, ki je izobraževalnega značaja. Širjenje kulturne zavesti po točko 9 in po točko 10 imamo zapisano, društvo sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. To je naša usmeritev zapisana v statutu. Če pogledamo naprej, kaj pa so naloge društva kot organizacije? Naloge društva. 3 naloge so. Samostojna organizacija in izobraževanje kulturnih prireditev, sodelovanje članov društva na prireditvah, ki jih organizirajo tudi druga društva, tako v Sloveniji kot v tujini, kot dotlej smo zelo odprti.
Točka 2, organiziranje tečajev in drugih vzgojnih oblik dela, kakor tudi sodelovanje članov društva na tečajih in usposabljanjih, ki jih prirejajo druga društva. In točka 3, sodelovanje z drugimi podobno usmerjenimi društvi in organizacij po Sloveniji in v tujini. In vse to društvo Belis počne. Ampak na vse te veje smo doživeli seveda tudi izrazit blok in izrazit državni odpor. In tukaj vidite pismo, ki smo ga danes zjutraj prijeli od Googla, Društvo za srečno življenje. Vaša, pazite, pogodba, oni temu rečejo pogodba, je bila odobrena. Mi z Googlom nimamo nobene pogodbe. Ampak jaz ne vem, kako ta izraz pride zraven, zato da recimo ti imaš mail in se tam prijaviš v iskalni parameter, oni temu rečejo pač pogodba. V redu. Tudi če je pogodba, veseli smo, da smo po 3 letih zopet gor, in povedal vam bom zdaj le par statistik, ki sem jih, ko se je to odprlo, sem pogledal za nazaj. Poglejte, kaj se je dogajalo. Sam toliko, da boste imeli en občutek. No? Glejte, na vrh gor piše, kaj piše, oktober 2024, a ne? In v primerjavi, glejte, oktobra smo imeli minus recimo 32% manjši, ker smo toliko časa blokirani, poglejte od kdaj. In zdaj poglejte naprej. Gremo malo po mesecih, za 6 mesecev, to se pravi, to je od oktobra 24 pa zdaj do februarja, kar marca še ni. No in potem, gledajte, je 31% sporedno z decembrom 23 je padlo, ogled, članstvo, komunikacija po internetu, potem, seveda, ker to je bil blok narejen, ne? V primerjavi z decembrom 23, vidite, je 31, potem je 23, se pravi januar 24, s primerjavi z januar 25, a ne? Pa tako naprej, 64% februar, poglejte, kam je zadeva padla, se pravi, da te čisto uničijo in glejte, kaj se potem zgodi, pol ti pa ponudijo 350, glejte, najprej te uničijo, blokirajo, pol ti ponudijo pa 350 € za oglaševanje. Veste, kakšna svinjerija je to, ne? In če bi recimo zdaj tukaj šel, recimo, kaj piše, uveljavi dobro imetje, dajo ti 350 €, pol ti vzamejo pa 10, 20, 30 tisoč evrov, zaradi tega, ker ko to preteče, ti moraš teh 350 € v enem mesecu seveda porabiti, potem se ti vsedajo pa na račun, ki ga daš prej, preden sploh to lahko porabiš, zato da ti oni pol cuzajo skozi računa, in ti sploh ne moreš več, dokler kartice ne zapreš račun, sploh ne moreš več, se pravi, iz tega ven zleziti, zaradi tega, ker imajo druge računovodske hiše in to ni več Google in ti ne moreš preko ovinka do onga priti. In to kar teče in ti potem kar jemlje. In to so ti triki, ker Google je zdaj v velikih težavah. Google tone. Smatram, da so nas tudi zaradi tega dali in take ponudbe zdaj masovno delajo, najprej te uničijo, izničijo, te ni. Veste, kakšen rating smo mi imeli 2021? Mi smo z enim videom imeli od 5 do 15 do 25 tisoč ogledov pri enem videu. Zdaj pa 25 tisoč imamo v pol leta pri 50 videih, ki te blokirajo. Ampak nič za to, vse oni sebe blokirajo. Zdaj se je pokazalo tukaj. Evo, no in tam gor zdaj je modra kljukica, vaše podjetje, zdaj oni nas obravnavajo kot podjetje, mi nismo podjetje, ampak jaz se z njimi ne bom prepiral, ker nimajo čist nič razčiščeno ti ljudje. Kaj je podjetje? Nič. Kaj je društvo? Oni sploh ne vejo, kaj je društvo, ker imajo drug politični sistem, ker imajo čist druge stvari, pa drugo ustavo in vse drugače, ampak glejte, to pač tako je. Hvala, srčna hvala za vašo pozornost.